Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, k slavnostnemu govoru vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod župan, spoštovane veteranke in veterani, spoštovani drugi visoki gostje, dragi gospe, dragi gospodje. Prisrčno vas pozdravljam na današnji dan, na današnji praznik, ki obeležuje še zadnje dejanje slovenske osamosvojitve. Slovenska osamosvojitev je bila edinstveno dejanje celotnega naroda in nikakor ni zasluga samo nekaterih posameznikov, ampak vseh, ki so oziroma ste takrat sodelovali pri tej sveti stvari, ki se ji reče samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Današnji praznik je zadnji izmed tistih, ki obeležuje borbo, ki se je bila z orožjem. Kasnejša dejanja so bila potem diplomatska prizadevanja za priznanje in za vstop v druge euroatlantske integracije, gospodarske povezave in vse integracije, katerih člani smo danes. Vendar, če ne bi bilo vojske, če ne bi bilo policije, če ne bi bilo pogumnega naroda takrat, potem svoje države ne bi imeli. Vsaka država, ki se je rodila v takih razmerah, kot se je naša, res da so bile tudi okoliščine ugodne, mednarodne okoliščine, pa tudi znotraj federacije, ki je počasi razpadala, ampak če ne bi imeli tega poguma, tega zanosa, bi še enkrat zamudili edinstveno priložnost, ki smo jo imeli. Kajti zgodovina Republike Slovenije se ni začela z osamosvojitvijo, ampak se je začela že zdavnaj prej. Naslednji mesec se bomo spomnili Rudolfa Maistra in njegove priključitve severno-vzhodnega dela Slovenije. Tudi Celje danes ne bi bilo slovensko, pravzaprav ne bi imeli države in ničesar praznovati, če ne bi bilo Rudolfa Maistra in takratne njegove odločnosti. Potem se je 20. stoletje odvijalo po svoji poti, prišla je druga svetovna vojna, ki je povzročila ogromno gorjan, ogromno žrtev in tudi razklala narod za naslednjih 70 let. Ko pa je začela Jugoslavija razpadati, pa ne pozabimo, da tudi to je bila nekoč naša država in ne moramo pristati na tisto, ko slišimo danes, da nikoli ni bila. Je bila, vendar se je obrnila proti nam. Tudi jugoslovanska ljudska armada, katero smo izgnali na današnji dan, je nekoč bila naša, ampak žal, že zdavnaj pred temi dogodki ne več. Kajti obrnila se je proti nam, obrnila se je proti slovenskemu narodu in takrat je slovenski narod spoznal, da v takšni državi ne bo več mogoče živeti, ker en narod želi prevladati nad drugimi. Zato so se začela dogajati razna zborovanja. Spomnimo se Franceta Tomšiča, ki je že 9. decembra 1987 organiziral štrajk in potem leta 1988 z afero JBTZ in nadalje s preprečitvijo mitinga resnice decembra 1989. Takrat je bila tedanja slovenska milica branik slovenske samostojnosti, še preden smo izvedli plebiscit. Zakaj to govorim? Zato, ker se danes pozablja na te dogodke, zgodovinski spomin je kratek in potem hitro prihaja tudi do kakšnega prikrojevanja zgodovine. Tega pa ne moremo in ne smemo dopustiti, kajti zgodovina
zgodovina se ne pusti spreminjati. Slej ko prej pride na dan v še hujši obliki. Zato je potrebno vse te dogodke vedeti, jih je treba tudi dati v kronologijo, pravilno kronologijo in potem vedeti, zakaj je bil kakšen praznik. Današnji praznik ni dela prost dan, ampak je velik praznik, kljub temu. Kajti Slovenci imamo en velik problem, da ne znamo praznovati državnih praznikov, da ne znamo izobešati zastav in to tudi radi potem poudarjamo, da je za to vedno kriva politika. Pa ni. Vsak sam pri sebi mora razmisliti, zakaj je Slovenec in zakaj praznuje te praznike. Nismo Slovenci in nimamo svoje države zaradi politikov. Nimamo države zaradi Boruta, Marjana, pa še koga, ampak imamo državo zaradi celotnega naroda, zaradi vseh, tudi anonimnih posameznic in posameznikov. Predvsem pa slavimo praznike zaradi ljudi, ki stojijo danes na moji levi in na moji desni, pripadnic in pripadnikov slovenske policije in pripadnic in pripadnikov slovenske vojske ter drugih obrambno-varnostnih sil, ki so nas takrat ubranili in zaradi njih imamo danes državo, mnogi pa so dali tudi svoje življenja za to domovino. In zaradi njih moramo praznovati in zaradi njih moramo ceniti svojo državo. Politiki pridemo in gremo in čez nekaj let se nas ne bo nihče več spomnil, država bo pa še vedno tukaj. Zato jo spoštujmo, ker je naša, ker je edina, ki jo imamo in druge ne bomo imeli nikoli več, če jo kadarkoli izgubimo. Prepričan sem, da je ne bomo. Kajti storiti moramo vse za to, da bo tudi slovenski narod priznan narod v vsej celotni svetovni in evropski javnosti kot narod, ki ceni svoje simbole, ki ceni svoje praznike in ki ceni svojo samostojnost in neodvisnost ter, kot je današnje ime praznika, svojo suverenost. Suverenost si lahko damo samo mi sami, drug nam je ne bo priznaval, če sami sebe ne bomo cenili, če sami ne bomo ponosni, da smo Slovenke in Slovenci. Iskrene čestitke ob današnjem prazniku. Hvala.